Čas na okolj, saj veste. Ura je 9:30 in po mesecu in pol je pri meni spet Nina Pošljar. Nina, dobro jutro. Dobro jutro, sem pridna, ne? Ej, pa ful si hitra. Sem veš kaj, nazadnje si bila Nina Valentina. Ja, kaj si pa zdaj nagruntala? Zdaj si pa Ninarija. Dobro, lej. Malo se rima, no, malo. Lej, veš kaj, hotela sem ti reči, da zdaj si upam, ne? Zdaj gremo po tvojih stopinjah. Zdaj si upaš, prav. Ej, nekaj sem slišala, da zdaj si baje tudi ti upaš. Ja, seveda, da si. Kaj pa češ, lej, tudi te pa leta naučijo, pa malo izučijo, veš. Da si treba upati, pa kdaj v življenju, mislim, ne kdaj. Če je treba, pač, če je treba večkrat, znati reči ne. Ja, tudi ne je beseda. To besedo sem predvsem jaz naučila mojo mami, ker prej je, veš, ona je prej vse rekla ja, pa sem pa se rekla ne. Ne smeš me pustiti ven. Jaz hočem biti za vikend doma. No, vidiš, dobro si jo to naučila. Evo, lepo, pač se vsak dan nekaj novega naučimo. Ampak, Nina, ti si zdaj prišla iz 2 razlogov. Ja. Ker si upaš, ne? Ker si upam priti k vam, ja. Ja. To je veliko, veš. Ker te tepemo tle, pa grizem. Ja, ne, govorim tako, da, a veš, imaš tudi kaj, ki bi človek ne bi upal, ne? Ne, zavit, ne? To je res, ampak škorpionki je varno. To je res, to je varno območje, se strinjam. Ampak da mi zdaj ti malo povej o tem, zdaj si upaš. Kdaj si nazadnje rekla, da zdaj si pa upam? Nedolgo nazaj, ko sem rekla, jaz si upam, da zdaj le še en komad na to pomlad pred koncertom. Upam si pa, veš zakaj, ne? Zakaj je to bilo v bistvu tako, si upam ali ne, ker vem, kaj to še pride zraven, po vseh priprav na koncert. Smo šli pa še v studio, posneli nov komad. Ja, pa vsi koncerti, ki so bili, ne. Tako da je bilo kar pester urnik, ampak sem zelo vesela in nič se ne pritožujem. Zelo uživam vsem tem, tudi najdem čas za to, da sem frej, tako da nič skrbeti. Vse to se najde, seveda. Ok, bom jaz prišla malo k tebi v šolo. Kako si najdeti čas? Ja, leta 2018 sem se veliko naučila okrog tega. Ok, boš povedala zakaj? Ja, bom, ker je bilo takrat eno tako prelomno leto, bom rekla, ko je bilo verjetno preveč stvari. Veš, mi smo imeli pol nastopov, koncertov, še muzikal Cveti v jeseni. Četrtke pa nedelje sem imela predstave, petke, sobote pa koncerte, ne. In je bil kar res hud, pa zelo pester tempo, poleg še vsega. Tako je to, kar je zdaj, to je milina. To je pač malca za našo Nino. Razlika je pa samo to, da zdaj pa pač na koncertih od ponedeljka do sobote. To je pa zdaj Gregor vzalo kar PR. On vedno vskoči, te bomo drugič dali svoj mikrofon, pa boš povedal še ti kakšno svojo prispodobo. Ampak Nina, jaz vem, da zdaj, glede na to, da zdaj si upaš komad in Arija, skupaj bosta dala video spot. Res je. S to bom video spot snemala 25. marca, Odisej, za skladbo Zdaj si upam. In se prav veselim, da bom imel en tak video spomin z tega koncerta. En izmed takšnih je nastal že leta 2022 v Hali Tivoli za skladbo Malo. In to je video, ki ga verjetno največkrat pogledam. Okay. Ker ta koncertna doživetja so za me nekaj najlepšega, spomini za vse življenje. Prinesla sem tudi eno darilce zate, ker sem ga pozabila v avtu. Tako da bo Grega šel v avto. Tako da te še to pokažem. In ja, video spot bomo pa res posneli že zelo kmalu. In mislim, da bo super. In Arija, oziroma koncert v Odiseji, je tudi en takih projektov, ki bi človek rekel, da si ga moraš malo upati. Dejansko pa mogoče prvi koncert po ful dolgem času, po ful dolgih letih, ko sem jaz tako mogoče kar malo stvari spustila, veš, malo opazujem, kaj se kaj dogaja. Opazovalka lastnega ustvarjanja, bi rekla. Se pravi, si pustila vajeti drugim. Ja, veš kaj, jaz sem k sodelovanju pri tem koncertu, poleg seveda moje standardne ekipe, ki me spremlja že vsa ta dolga leta na koncertih, povabila še produkcijsko ekipo Studia 7 z režiserjem Markom Pircem na čelu. Mi smo sodelovali že pri nekaterih videospotih v preteklosti in jaz sem si res želela narediti na tem koncertu tudi nove vizualne vsebine, podkrepiti mogoče ta koncert še z neko zgodbo in dodati koncertu neko dodano vrednost, kar se mogoče spodobi za eno novo prizorišče, kino prizorišče, čeprav mi ne bomo nastopali dobesedno v kinodvorani, ta koncertna dvorana je zunaj, se pravi,
ne zunaj, ampak zunaj v tem predverju. Okay. Drugače so vse tiste, ki še ne veste, ker to me v bistvu kar veliko ljudi sprašuje, kje je Odiseja. Odiseja je bivši Kolosej v Ljubljani, ne BTC City. Tako da v bistvu, ko pridete po tistih velikih stopnicah gor, direktno pridete v to koncertno prizorišče. In bo res, kot smo rekli, bo preplet koncerta, glasbe, gledališča, ki me je spremljal že v muzikalu Cvetje v jeseni, filma, ker bomo v kinu. In dali smo seveda tudi zaradi tega koncertu ime, ker bo v bistvu kot res neka taka mal koncertna predstava, mešanica vsega tega, kar sem tudi jaz sama lahko imela priložnost doživljati na različnih področjih, na tej svoji glasbeni poti. Tukaj bomo pa mogoče se to skupaj malo združili v eno tako lepo celoto. Tako da v bistvu ni sam koncert, ampak je dejansko spektakel. Ja, se bomo potrudili, da bo. No. Naša ekipa je rekla, da bo to spektakel, sem rekla, prav pa bo pa spektakel. Tako se vedno potrudimo, da naredimo nekaj res posebnega. Da presenetimo publiko z ničim novim. No, a si zdaj upava presenetiti naše poslušalce s tvojim novim komadom? Dejva, jaz si upam, kaj pa ti? Jaz si upam. Zdaj pa upajte si tudi vi, da poslušate Zdaj si upam nov komad Nine Pušlar, v katerem boste lahko mogoče tudi kakšen delček sebe našli. Pa je prišla Nina Pušlar, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Zelo mi je všeč, da si prišla že drugič v mesecu pa pol rekord. Ja. Prej se nekaj časa nisva nič videli. Ja, ker si imela obveznosti, zdaj jih imaš pa tudi, ampak si najdeš čas. Ja. Nazadnje sva se videli, ker sva govorili o koncertu v Teči dvorani, kjer si tudi prišla. A seveda. In si sem rekla, da boš, pa si res prišla, veš tako? Seveda, obljuba dela dolg. Tako, ful je bilo lepo, tako da moram res ob tej priložnosti še to povedati, da je bilo res lepo. Lepe spomine na Valentinovo, pa smo imeli že 8. mart, 2 koncerta v Preddvoru pa v Idriji, no zdaj pa že materinski dan tukaj. No, sej to, in zdaj za materinski dan se seliš v Odisejo. Res je. In Odiseja je bivši Kolosej, za vse tiste, ki ne veste, v BTC-ju v Ljubljani, in tam ne bo samo koncert. Tam bo pravi spektakel, bo nekaj za napast oči, kot vedno. Glasbeni spektakel pa tudi za punce. Imamo fejst ekipa, veš, kot bo fantov na odru. Pa še nekaj, ljubica moja. Ja? Ti si pa zdaj še Celjanko privlekla v svojo ekipo. Ja, pa celo da ne 2, ne? No ja, sej to. Ja, res je. Zdaj sta moje 2 punci, mislim moji 2, ja, se zakaj reče moji, ker smo to radi. Katja pa Ana sta obe pobegnile za nekaj časa, z lepih razlogov. Ja, zdaj pa sta z nami že od Valentinovih koncertov. Najprej je bila še Lucija Marčič pa Sandra Feketija, zdaj pa Sandra Feketija in Sara Lamprečnik. V Odiseji bom imela pa celo 4 spremljevalne vokaliste, 3 punce pa enega fanta. To je pa, veš kaj rečem, jaz se res obožujem spremljevalne vokale, to lahko slišite tudi v novi pesmi, zdaj si upam, ker sem skozi govorila mojemu producentu Jerneju Kržiču, kaj je tole miksal na koncu, sem rekla, a lahko prosim še dvigneš vokale, pa dvigne, pa spet, a lahko prosim še dvigneš, krat 3, krat 4, da si sliš, a veš. Jaz imam fura to energijo, pač itak živih koncertov, zato sem ti to danes prinesla. Album iz Ivančne Gorice, 2. album, evo, lej, to boš za tvoj spomin, noter imaš že knjižico. So me vprašali, koliko slik vzamem, sem rekla, koliko jih gre največ, ker jih imamo res toliko veliko, res lepih fotografskih spominov z tega koncerta. Nepozabno je bilo in jaz sem si to želela res nekako sebi najprej podariti, pa še seveda tistim, ki imate radi mojo glasbo. Ob 20. obletnici 2. album v živo iz stadiona iz Ivančne Gorice. Nina, ti si vse super pa fajn, ampak jaz te občudujem, kako hudiča si ti zapolniš vsa besedila svojih komadov. Vem, da jih prepevaš, ampak kako ti uspe? Veš kaj, to so se jaz sprašvala že, ko sem šla v projekt Cvetje v jeseni musical, kako si bom jaz zapomnila vsa ta besedila, ta scenarij, ampak to enostavno gre zelo hitro noter v možgane. Je pa zanimivo to, da pesem Zdaj si upam je pa ena izmed najtežjih, ima res toliko veliko besedila, da me še Urša Vlašič, ki je to besedilo napisala 10 dni nazaj, vprašala, rekla, pa kako si ti to, hudiča, zapomniš? Je rekla, to si pa še jaz ne, ko sem ga pa v bistvu napisala. Tako da, ne vem, to je enostavno. Nastop. Če pa slučajno ne,
Pa polk je pesem že malo starejša, pa malo mikrofon obrneš, pa ti publika malo pomaga. Ja, no sej, glih to, ker veš, vsem nam včasih zmanjka besed, kljub temu, da nismo plačani za to, da govorimo, a ne? Ampak je pa, v bistvu moraš biti pa mojster, da se znajdeš v takih situacijah. In se ti je mogoče zgodila kakšna situacija na odru, ki je bila mogoče zate neprijetna, pa morda gledalci in obiskovalci tvojega koncerta sploh niso pogruntali? Sigurno je bila kakšna, bom rekel, ne, ful neprijetna, ampak sigurno se mi je kdaj zgodil, recimo spomnim se, skladba Ni ona, pesem, ki sem jo največkrat odpela v življenju, ker je moja prva skladba, sem jo v enem trenutku začela dogajati, da se nisem mogla, ko dobiš kar nek blackout, se nisem mogla spomniti besedila. In pa sem točno to naredila, veš. Mikrofon. No, da vas slišimo, ne. Zdaj po vseh teh letih pa mogoče že znate, ne. Drugače sem imela pa več takih momentov, recimo pri muzikalu Cveti v jeseni. Tam je pa tudi včasih tako, da nisem seveda sama na odru, bila sem velikrat v interakciji z Matjažem Robausom, Janezom, ne, sem bila pa Meta. In včasih se je zgodilo, recimo, da je on mogoče nekaj rekel, kar ne bi bilo treba, da reče, pa je mal prehitil situacijo in pa se moraš hitro znajdeti, pa nekaj reči, pa še v bistvu moraš povedati tisto, kar si mislil prej povedati, zato ker pač to ima neka vsebino, ki je pač nujno potrebna za naprej, ne. Tako da smo imeli pred Cveti v jeseni pa veliko takih prigod, no. Smo se veliko nasmejali, večinoma same lepe, smo tudi v bistvu imeli toliko enih vajpa priprav, smo se pol tudi naučili malo zimprovizirati, če je bilo treba. In zdaj Arija v Odiseji, ki si rekla, da ne bo zgolj koncert, ampak dejansko tudi mal film, mal predstava, mal mešanca vsega, priprave na Arijo terjajo kar precej časa. Ja, jaz se ravno zdajle po najnem intervjuju odpravljam v Ljubljano v plesni studio Bolero, kjer predstavci že trenirajo, zdaj imajo zadnje vaje, da se jim jaz še pridružim. Tako da nas čaka potem še v ponedeljek skupna vaja s celotno ekipo. Ker 25. marec bo tik-tak. Ja, to je že naslednjo sredo. Tako da so zdaj res intenzivne priprave, da bo vse tako, kot mora biti. Jaz predvsem zdaj skrbim za to, da je glas tako, kot mora biti. Da ostaneš zdrava. Da ostanem zdrava. Dobro diši, dobre arome, ne. Ker je tudi vreme tako, bom rekla, malo nehvaležno za te zadeve, ne. Tako da to, no, moram pa reči, da v bistvu tudi pri tem koncertu in tem celotnem projektu je to krasna ekipa tudi z mano, da moram reči, da v bistvu je kar prvič, da mogoče nisem toliko obremenjena, kot sem bila pri kakšnem drugem velikem takem projektu, kar sem zelo vesela, no, da v bistvu res vsak je zadolžen, smo malo bolj jasno določili naloge, veš, in da v bistvu res vsak skrbi za ta nek svoj del, za katerega je tam in mislim, da bo na koncu res en to lep večer nepozaben. Meni je malo hudo, pa malo škoda, ker se mi zdi, da bo to samo enkrat, da tega res ne bomo ponavljali sigurno ne nekaj časa ali pa v bistvu tudi sploh ne. Tako da bo res edinstven večer in za tega še prav posebej vabim, da se nam pridružite. Torej, 25. marec. Ja, Ljubljana, Odiseja, BTC City, bivši Kolosej. Tako. Koncert bo pol 9 zvečer, trajal bo ne več kot 2 uri. Okay. To so mi zabičali. Vsaj, da je med tednom, da ne smem predolg koncert imeti, se hecam. Ampak res bo, v bistvu imamo že kar določen, timing, ni neke vmes, neke improvizacije, ker je pač res bolj predstavano. Daj mi samo še povej, kolikrat se boš vmes preoblekla? A veš, da se bom pa res kar parkrat. Verjetno 3-krat. Ja. Koliko ti vzame menjava garderobe? Zdaj smo že kar dobro naštudirali vse to. Z leti pa s temi zadnjimi koncerti. Na začetku mi je bilo pa najtežje. Prvi ta koncert je bil res v Hali Tivoli, se mi zdi leta 2022. Takrat smo bili še zelo zeleni, kar se tega tiče. Zdaj smo pa boljši. Imamo tudi v bistvu vmes. Ampak mene zanima časovno. Si se štopala? Časovno to, ja, smo se. To je traja 2-3 minutke, max, ne? Ena pesem. Šuši, v bistvu zanima, se hitreje oblačiš ali slačaš? Nisem smela toliko direkt. Definitivno, ne vem, najbrž nisem edina, ne, ki se veliko lažje sleč, kot pa oblečena. Tako bom rekla. Ja, ok, v redu. Torej, videli bomo vsaj 3 kostume, super vložke in ne samo koncert, ampak
spektakel. Torej, Nina, hvala za obisk in zdaj greva naprej z Nino na kubik. Peva, krat Nina. Hvala tebi. Seveda. Uživala sem, kot vedno s tabo. Hvala lepa in se vidiva torej 25. marca v Odiseju v Ljubljani na Ninini Ariji.